Vedno je tako, da delaš nekaj, kar je zelo mejno, se vedno najdejo tudi tisti, ki jim to ni všeč in to je samo dokaz, da si naredil nekaj pomembnega. V Sloveniji mislim, da je ta zmota predvsem, zato sem želel pokazati skozi svojo zgodbo, da je podjetništvo tudi polno padcev. V bistvu da je skozi več padcev kot vzponov. Mislim pa, da je kokaina v Sloveniji ali pa da je uporabnikov precej več kot si mislimo in mislim, da si zatiskamo zelo oči. Lepo pozdravljeni v Metrominutkah. Danes je z mano Marko Verdel, direktor podjetja Mikropolo in zelo na sveže tudi pisatelj. Ravnokar je namreč v soavtorstvu z Davorinom Lenkom izšla njegova biografija Govorim. Lep pozdrav, Marko. Zdravo. Lansko leto je internet kar na noge dvignil tvoj najbolj predrzen zaposlitveni oglas oziroma vašno za podjetje Mikropolo. To je bil svojevrsten fenomen, ki je v nekaj dneh dosegel, mislim, da skupno 80,000 ogledov, bil je tudi neštetokrat deljen po družbenih omrežjih. In zdaj, čeprav razumem, ste ta oglas v podjetju zasnovali in posneli povsem sami. Kako se je sploh porodila ta ideja? Ja, res je. En večer, ko sem gledal te storije pa TikTok objave, mi je naredil en tak klik v glavi. Kaj če bi mi naredili en tak zabaven video, pa prikazali vse, kar nudimo zaposlenim skozi en tak TikTok posnetek. No? In ideja je začela zoreti, predstavil sem jo sodelavcem. Moj brat, ki zraven mene nastopa kot fresh meat v oglasu, je bil takoj skupaj sva spisala scenarij in evo. Nastal je oglas. Pa se ti je snemanje čisto pragmatično izplačalo, ker želeni kader ste kot podjetje verjetno našli. Oglas vam je prinesel celo nagrado za pozitiven vpliv na slovensko družbo, ampak po drugi strani pa si, kot razkriješ v knjigi, zaradi njega dobil celo poziv, da odstopiš kot direktor Mikropola. Ja, oglas se nam je seveda splačal, naredil nas je še bolj prepoznavne. V Mariboru, kjer ogromno ljudi hodi v Avstrijo v službo, je to zelo pomembno, da smo tako prepoznani in v tej rekordno nizki brezposelnosti nimamo težav s pridobivanjem novega kadra. To, da sem bil pozvan k odstopu, je pa pač, vedno je tako, da delaš nekaj, kar je zelo mejno, se vedno najdejo tudi tisti, ki jim to ni všeč in to je samo dokaz, da si naredil nekaj pomembnega. Zdaj, kot si že dejal, si osrednji obraz oglasa poleg brata ti. Tudi načeloma v knjigi pišeš o tej gradnji osebne znamke, se pravi, podjetje Mikropolo je zelo povezano s tabo. Kakšni so plusi in minusi tega principa? Plusi so zagotovo lažje in bolj osebno nagovarjanje družbe, občinstva, publike, kupcev. Ker kot oseba imaš neke vrednote, ki jih lahko daš naprej, kot podjetje, samo podjetje brez ljudi je pač samo stavba in mislim, da se ljudje lažje identificiramo s nekim posameznikom kot pa s podjetjem. Minusi so pa ti, da pač postaneš prepoznan in se težko kje skriješ. Vidiš že po obrazih, da vedo, kdo si, ali pa včasih v gostilni rečem za račun, ker naprej vprašajo, če želim original računa Mikropolo. Kaj pa bi svetoval nekomu, ki želi začeti z gradnjo osebne blagovne znamke, pa ne ve v resnici, kako se tega lotiti? Jaz mislim, da, pa tako bom rekel, se tudi jaz ne vem, kako se tega lotiti. Ampak izhajal sem iz tega, da bom pač čim bolj naraven. To pomeni, da ne bom delal nekih stvari, ki bi me silile, da igram nekoga drugega, ampak da čisto naravno pač objavljamo stvari, ki so mi blizu in s katerimi želim navdihniti druge. Tako da jaz bi vsakemu svetoval, naj bo avtentičen, naj sledi sebi in naj bo res pristen. Pa je del tega pravzaprav tudi pisanje biografije ali je ta prišla iz drugega vzgiba? Ta je prišla z več vzgibov, da je en majhen delček bil tudi ta, bolj je bil pa vzgib knjige pomagati drugim na način, da vidijo, da v določenih situacijah, ki sem jih sam pretrpel, nisi sam, da so se zgodile tudi drugim, ker jaz sem namreč velikokrat mislil, da o moj bog, to se dogaja samo meni, z mano je nekaj hudo narobe. In ta stvar, da s knjigo želim
družbi povedati, da naj vsak posameznik sledi sebi, naj se ne ozira na druge, ker življenje je naše in ga živimo. Naj ga živimo tako, kot ga želimo. Ja, kot si že dejal, v knjigi res razbijaš ogromno nekih tabujev, tako v osebnem življenju, kot povezano s podjetništvom. Kaj bi rekel, da je na splošno, generalno gledano, največja zmota povezana s podjetništvom? Da smo vsi uspešni in da je vsak dan samo lep, da smo vsi bogati in nič ne delamo in krademo. V Sloveniji mislim, da je ta zmota predvsem, zato sem želel pokazati skozi svojo zgodbo, da je podjetništvo tudi polno padcev. V bistvu da je skozi več padcev kot vzponov in da je moraš biti zelo pogumen, slediti sebi, biti prepričan vase, imeti visoko samozavest, pa še zmerom biješ bitke sam s sabo, z okolico, z vsemi. Podjetje Mikropolo je sicer znano, pa je bilo tudi medijsko izpostavljeno že v preteklosti zaradi naprednih praks, kot so denimo skrajšan delovni čas, čas za športno aktivnost med delom in neomejen plačan dopust. Zdaj mi mogoče lahko poveš, kolikšno je največje število dopustniških dni, ki jih je določen zaposleni pri vas izkoristil v kosu? V kosu mislim, da so 4 tedni ali pa mogoče 5. Ok, kaj pa je to odprej, rekorder na splošno? Rekorder na splošno je pa eno leto porabo 50 dni dopusta, ampak moram v njegovo opravičilo ali pa olajševalno okoliščino sodelavec prihaja iz Združenih držav Amerike in mu je umiral oče in seveda smo mu dovolili oziroma mu rekli, naj bo ob očetu, ko se oče poslavlja in je pač odpotoval v Ameriko in je zato presegel neko pričakovan število dni dopusta. No, ampak ravno zaradi tega je pa tukaj pomembno. In ravno zaradi tega ga imamo. A opažaš kakšne razlike v generacijah, ki jih zaposluješ zdaj? Ne? Mladi ravno te ugodnosti, ki jih vaše podjetje ponuja, iščejo pri delodajalcih in jih verjetno tudi z večjim veseljem izkoriščajo, kot pa morda kakšne starejše, konservativne generacije. Ja, pa moram reči, da jih izkoriščajo približno enako vsi. Razlika ni, res je, da mi mlad kader dobimo, no. Mogoče kaj opažam je, da mladi tisti, ki smo jim mi prva služba, imajo občutek, da je tako kot pri nas povsod in da če so že prišli v prvo podjetje, ki je tako, kak so šele druga. Ne? In marsikdaj mislijo, da grejo na boljše, pa v bistvu potem ugotovijo, da druge ni tako. Starejši pa sve izkoriščajo in starejši znajo to bistveno bolj ceniti, no? Ker so že delali kje druge, imajo primerjavo in vejo, kaj mi ponujamo. Zdi se, da je družbena klima trenutno taka, da si vse več ljudi želi dober zaslužek, ampak hkrati pa imeti nekaj od življenja. In nekateri pravijo, da je to utopija, ampak tebi se zdi možno. Meni se zdi možno, seveda pa ta visok zaslužek, odvisno kaj je visok, ne? To je zelo relativno. Meja med visokim zaslužkom, jaz mislim, da meja, zame osebno je meja, da dovolj zaslužim takrat, ko se ne rabim v trgovini spraševati. Ali bom zbral blagovno znamko trgovine, ali bom zbral malo boljšo blagovno znamko za hrano in jaz mislim, da je to tista svoboda glede denarja, za več pa ne hlastam. No. Zdaj pa mogoče za konec še morda malo bolj pereče vprašanje, upam, da mi ne zameriš, ampak v knjigi si zelo iskreno spregovoril tudi o svojih izkušnjah z drogami, predvsem s kokainom. Koliko bi rekel, da se to prakticira v slovenskih podjetniških krogih, predvsem z namenom doseganja nekih boljših rezultatov? Vse, kar bom rekel, bom ugibal. Ker si me vprašala direkt za podjetnike, bom ugibal, mislim pa, da je kokaina v Sloveniji ali pa da je uporabnikov precej več, kot si mislimo in mislim, da si zatiskamo zelo oči. No.